V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen. Spoštovani katoličani, dragi brati in sestre. Bernhard Bitter je živel v Nemčiji v vasi Vem. Ta vas je tam čisto gor na severu Nemčije, skoraj čisto gor pri morju že. Ja, živel je pa med drugo svetovno vojno, katoličan je bil in je živel na neki kmetiji in je imel to delo, to delo, da je take 20-litrske posode za mleko, da jih je s konjsko vprego je prišel, pa jih je potem naložil na svoj voz, pa jih je peljal do mlekarne, kjer so potem naprej tisto mleko napravili, karkoli so že delali iz tistega mleka. Ja, in seveda takrat je bila druga svetovna vojna in vemo, kaj je Hitler počel, da je množično ljudi, vse moč ljudi dal zapirati tudi koncentracijska taborišča, pa jih moril, bolne, fizično bolne, duševno bolne, tako naprej, prizadete ljudi. Moril, to so kar zginjali iz družin ven. In seveda ljudje so to videli in so o tem govorili. No, in tudi on je seveda proti tem protestiral, kajti v Nemčiji je bil, v Münstru je živel škof Clemens August von Galen, ki je bil izredno proti nacistom in je to javno tudi na prižnici povedal, da je to, kar počnejo, seveda protikatoliško in da je to kršitev božjega naravnega zakona. No, in hoteli so ga, seveda oni bi ga spremenili v prah in pepel, če bi ga smeli, ampak so se bali, kaj bodo ljudje rekli. Manj so se bali javnega mnenja, pa so obstili živega primeru, drugače bi ga 1, 2, 3 zaprli pa umorili, je se razumelo. No, tule je podoba tega škofa von Galena, jaz doma svojim priporočam. Velik zagovornik proti današnjemu globalizmu, ki nič drugega ni kot preoblečen nacizem pa komunizem. Ja, no in seveda tudi ta naš Bernhard Bitter je bil proti nacizmu kot katoličan in je govoril proti tem s svojimi kolegi, ki so s njimi je tisto mleko razvažal. Vozil v mlekarno, ampak ni bilo nobenega takega rjavosrajčnika, so takrat rekli, da bi ga zatožil, da bi ga zaprli. Drugače če bi ga kdo zatožil, bi ga 1, 2, 3 zaprli pa umorili. No, ampak potem so jo poklicali v nemško vojsko. Nemško vojsko so ga poklicali. Govorili so o tem, ko je šel, vemo, da je šel 43. leta, je šel Hitler proti Rusijo osvajati, čeprav pred vojno sta bila Rusija pa Nemčija sta bila velika zavetnika. En nacizem pa socializem pa komunizem sta bila zavetnika naravna, ampak sta bila dve mafiji iste vrste, samo drugo ime. Sta zaveznika, sta se razdelila seveda Poljsko. Poljsko razdelila lepo kot prijatelja, no, potem se je pa Hitler obrnil proti Rusiji in seveda tam, tako kot Napoleon, pa prej še Bismarck, si tam polomil zobe in ogromno mrtvih je bilo. Govorili so, koliko je mrtvih, okrog 1 milijon menda mrtvih Nemcev bilo. Uradno so samo 100.000 smrti priznali. No, in ko je ta naš Bitter, ko je tudi bil v vojski, ko se je enkrat z vlakom vračal z nekimi sovojaki, so se vračali iz fronte ali pa so jih poslali ki je bil ranjen, so poslali majčkeno na okrevanje in so govorili na vlaku o tem, rekli so, če bi Hitler imel vsaj nekaj vere, ne bi pustil Nemcev tam pri Stalingradu, pustil, da so bili premagani. In kaj se je zgodilo, 2 esesovca sta to slišala in ko so prišli do prve postaje, so šli dol, sta dala vse te vojake aretirati. Se pravi, Bernharda Bitterja pa te njegove sovojake so aretirali in 26. maja je Bitter pisal svojim staršem 44. leta iz Berlina pismo, pravi: dragi starši, bratje in sestre, pravi:
Moji ljubljeni doma, pravi, ob 6:30 zjutraj, pred nekaj minutami je nekaj ljudi prišlo k meni in so mi povedali, da bom ustreljen ob 8. uri danes. Pravi, to je sicer trda novica, pravi. Pravi, ampak jaz sem miren. Pravi, umrl bom za Kristusa. Pravi, to je geslo mojega življenja. Pravi, nič nisem žalosten. Pravi, Jezus je pač mojo usodo tako napisal. Se pravi, usodo v katoliškem pomenu besede, to ne vem, da je v neki usodi po poganskem smislu, ampak usodo, se pravi, da je pač božja volja taka, kot je hotel reči, pravi. Tako pač je, pravi, umrl bom v upanju in prepričanju, da bom še danes z njim v nebesih. Ja, pravi, dragi starši, za ta cilj sem preživel svoje dneve na tem svetu, da bom nekoč v nebesih, pravi. Potem, ko smo se spominjali, berite, neke zgodbe je pisal, ko je bil še zunaj, preden so ga zaprli. Da boste potolaženi, pravi, življenje na tem svetu, pravi, je samo nekaj kratkega časa živimo, pravi, in pravo srečo bomo našli še v nebesih, ki so moja naslednja destinacija, se pravi, kraj, v kateri hočem priti. Ne bom vam več pisal. Naše srečanje bomo spet praznovali, ko bomo skupaj pri Bogu, ki nam bo dal Bog življenje in srečo za vse trpljenje, ki smo ga pretrpeli na tem svetu. S tem čudovitim katoliškim geslom, pravi, vas pozdravljam. Hvaljen bodi Jezus Kristus. Pravi, to je moj zadnji stavek vam. Pravi, ne bodite žalostni, pravi, pač pa molite in vse bo dobro, vaš Bernhard. No, in tako je potem, pravi, duhovnik, ki ga je seveda prej spovedal, katoliški duhovnik, imel je pač to možnost, da ga je spovedal. Potem, ne vem, če ga verjetno ga tudi obhajal. In pravi, da je šel Bernhard, potem je šel duhovnik tudi z njimi tam, ko so jih ustrelili ob 8. uri. No, in potem pravi Bernhard, da umira kot mučenec za Jezusa Kristusa. No, in tule je njegova fotografija tega mladega moža, ki so ga ustrelili, vidite, samo zato, ker je izrekel nekaj kritičnih besed proti Adolfu Hitlerju. No, in današnji evangelij pravi, vidite, ko so se na gori Tabor zbrali Peter, Jakob, Janez, pa Jezus, pa prišla sta Mojzes pa Elija. Elija po tradiciji še ni umrl, pač pa je čaka nekje, da bo prišel ob koncu sveta, ko bo boj proti Antikristu, ko bo znano evangelij na tem svetu. Se pravi, lahko rečemo, dve osebi sta prišli iz večnosti, Mojzes, Elija. Mojzes, postavodajalec, kateremu je dal Bog 10 božjih zapovedi, pa Elija, glavni prerok, lahko rečemo, stare zaveze, glavni preroki. In seveda 3 učenci, ki so bili potem navzoči tudi v vrtu Getsemani. No, in pravi, tisti glas pravi, to je moj ljubljeni sin, pravi, njega poslušajte. Vidite, in ta Bernhard je poslušal Jezusa Kristusa, bil katoličan, živel kot katoličan, umrl kot katoličan za svojo vero. In je v nebesih. Kje so tisti, ki so ga izdali, ki so povzročili njegovo smrt, bomo videli na sodni dan. Ampak vsekakor so zapustili, tudi če so bili krščeni, so zapustili pravo vero Boga, vidite, in niso poslušali Jezusa in so lahko pogubljeni. To, ali smo poslušni Jezusa ali ne, ali ga imamo za svojega Boga, kajti nebeški Oče ga je razglasil za svojega sina, se pravi, za drugo božjo osebo, za našega Boga, stvarnega rešenika, od tega je odvisno, ali bomo nekoč v nebesih ali bomo nekoč v peklu. No, in danes vemo, da niti
papež ne razglaša več, da je Jezus Božji sin, da je to molilni sin, njega poslušajte, pač pa lahko poslušamo kogarkoli, pa pridemo v nebesa, kajti po njegovem vse vire vodi v nebesa. Tega ni cerkev nikoli učila, pa nikoli ne bo. Ampak to je tragedija današnjega časa. Zgodilo se je v Ameriki, da so v neki srednji šoli, ne v Ameriki, pardon, se opravičujem, v Italiji, ponovadi se v Ameriki to dogaja. V Italiji je bilo v Veroni, se pravi tle blizu nas, naše meje, blizu Benetk, vidite, so v neki srednji šoli, neke stopnice, ko so jih imeli, so jih pobarvali v obliki z mavričnimi barvami. Zato, ker je mavrica pač simbol LGBT-jevcev, ki seveda ne poslušajo Jezusa, ampak poslušajo hudiča. No, so pobarvali te stopnice v mavrični barvi in neki dijak, star 13 let, fant, potem so prav ukazali otrokom, da morajo hoditi po tistih stopnicah gor pa dol, zato da so na čast boju proti tistim, ki so proti homofobom, se pravi proti ljudem, ki so proti LGBT-izmu. No, in eden od teh učencev ni hotel iti po tistih stopnicah gor, ampak je šel ob ograji, držal se ograje, pa šel ob ograji gor, da ni nastopil na tiste stopnice. In učitelj je rekel, da mora priti nazaj dol, pa iti še enkrat gor, pravilno gor po stopnicah, ne pa ob ograji. In mislim, dvakrat ga je gor pa dol poslal toliko, da je potem tretjič menda tisti učenec šel gor po stopnicah, ampak potem je to doma povedal. Starši so se pritožili, da to ni prav, ker po italijanski ustavi ima vsak Italijan ima pravico, da izraža svoje mnenje in da uporabi svojo svobodo, če se z ničim strinja, da to tudi uveljavi. Ampak tega otroka so prisilili, da je šel v tistih stopnicah gor, se na čast tistemu LGBT-izmu, ki ga propagirajo s tistimi mavričnimi stopnicami. Saj tle so nekje na fotografiji, zdaj vam lahko pokažem. Ja, tle so. No, to so te mavrične stopnice v tej italijanski srednji šoli, po katerih je moral ta otrok iti, star 13 let. Starši so se pritožili in na šolo in potem so se pritožili tudi politikom in danes o tem govorijo v parlamentu italijanskem. Vidite, kako je to pomembno. Kako pomembno je, da rečemo, ne, se ne strinjamo s tem. V parlamentu govorijo o tem, kaj napraviti, kako napraviti, politiki se belijo glave in cel vihar se je zgodil, vidite, zaradi tega, ker se starši ne strinjajo s tem, kako so tega njihovega otroka obravnavali. Vidite, in to je zgled za vse nas. Ko gre za naše duše, ko gre za to, za Božjo čast in slavo, ko gre za nekaj absolutno nesprejemljivega proti Božjim zapovedim, vidite, vemo, da je nekaj, kar je zlo, vidite, nekaj, kar je greh, potem seveda vemo, da to zlo, ta greh ne more imeti nobenih pravic. Pravice ima lahko samo to, kar je dobro in kar je pravično. Zlo, greh ne more imeti nobenih pravic. Ampak oni te pravice uveljavljajo proti Božji volji, ampak seveda Bog ni z njimi, ampak je s tistimi, ki se temu uprejo, zato se moramo temu upreti. No, in tle so se uprli. Ja, na teh stopnicah so napisi od spodaj navzgor, piše toleriranje, pa sočutje, pa ne vem kaj, vse te, ja. Pa potrpežljivost, na koncu piše, gor pravi po italijansko, pravi l'amore, amore, niente altro, nekaj takega, se pravi ljubezen, nič drugega. Ja, ampak to ni ljubezen, o kateri govori Bog, iz ljubezen do Boga, ampak je seveda navadno zložabljanje človekovih teles, vidite, v imenu LGBT-izma. Vidite, so ljudje, ki ne poslušajo Boga. Jezus pravi, nemški oče pravi, to je mislim, katerega poslušajte, njega poslušajte. Ljudje grejo proti Bogu, proti Jezusu in seveda kršijo Božje zapovedi in seveda s tem ljudi pogubljajo. A seveda vse tisti, ki to propagirajo. Vidite, zgodilo se je v 16. stoletju, da je Sveta Terezija Avilska, poznate to veliko sodnico, mislim, da je razglašena za častveno učiteljico, ona je šla enkrat po stopnicah v svojem samostanu dol, vidite, te redovnice imajo klavzuro, to se pravi,
da ne sme biti sestano noben moški, ne oseba moškega spola. In zgodilo se je, ko je šla v svoj klavzuri, v svojem stanu enkrat po stopnicah dol, je šel en fantek, sliša enega fantka na stopnicah. In fantek je vprašal, pravi, kdo pa si ti, je vprašal Terezijo Avlijsko. Terezija Avlijska je debelo pogledala, prvič, kaj sploh dela fant v klavzuri noter, potem pa njo vpraša, kdo si ti. Ona je bila pa v svojem samostanu. Pa je rekla, pravi, sveta Terezija je pa rekla, pravi, jaz sem Terezija Jezusova, pravi, kdo si pa ti? Pa pravi, jaz sem pa Jezus Terezijin. Se pravi, da je bil Jezus seveda lahko stopil v klavzuro, razumljivo, kot Bog. In je rekel, jaz sem pa Jezus Terezijin. In potem je izginil. No, vidite, in to je dogodek, ki se je res zgodil. Terezija sama povedala o tem. Vidite, dogodek, ki nam pravite, kako moramo tudi mi biti. Vidite, vsak izmed nas mora tako živeti svojo vero, svojo katoliško tradicionalno vero, vidite, da bo lahko Jezus za vsakega rekel, jaz sem pa Jezus Mickin, Jožefov, karkoli že, kak je bilo vaše že ime, ali Mašnika vitega moža, vidite, da bo lahko tako rekel s ponosom, kot je rekel sveti Tereziji, deteta Jezusa. No, in tle na koncu, da bom predolg, sem našel sem eno konferenco nadškofa Marcela Lefebvra. 25. marca bo obletnica njegove smrti, njegovega rojstva za nebesa. To se pravi, se bo kmalu tule. 25. marca. To je ena najboljših konferenc nadškofa Lefebvra, kar sem jih jaz prebral, že eno pa sem prebral skoraj vse od njega. Veliko tudi knjig od njega in tako naprej. In vse to konferenco sem imel v Kanadi, v Montrealu, 1282 anno domini, to se pravi pred 40 leti, več kot 40 leti. No, in na koncu, te ne bom vsega bral, to je veliko dolgo, to traja dolgo za brati, lahko bral 2 uri tle. Na koncu pravi takole. Na koncu pravi nadškof Lefebvre, ampak pravi na koncu, pravi, ne moremo reči, pravi, vse ni se tako slabo po drugem Vatikanskem koncilu, pravi, kar se mene tiče, sem ohranil svojo vero in jo ne bom izgubil. Nadškof Lefebvre pa pravi, jasno je, pravi, da tisti, ki habitualno, se pravi iz navade, pravi, so navzoči pri novi maši, pri novoslodu maši in prejemajo novoslodu zakramente, da se bodo počasi spremenila njihova mentaliteta, se pravi njihovo mišljenje. Po nekaj letih bo postalo jasno, da tisti, ki hodijo redno k tej novi ekumenski maši, da bodo tudi sprejeli ta ekumenski duh. To pomeni, da bodo končali tako, da bodo vse vere postavili na isto raven, da so vse enako dobre. In če jih bo kdo vprašal, pravi, če se lahko kdo zveliča tudi v protestantizmu, budizmu ali islamu, bodo rekli, seveda, pravi, vse vere so dobre. Vidite, tako je, pravi. Ti ljudje so postali liberalci, pravi, in protestanti in niso več katoličani. Danes imamo papeža, ki to govori. To je nadškof pred več kot 40 leti povedal. In to se danes zgodilo, to je nas prišlo iz Vatikana. Vse vere so dobre, vse vodi v nebesa. No in pa na koncu pravi, mi pa smo priče katoliške cerkve, pravi, mi smo pravi sinovi katoliške cerkve in pravi sinovi Blažene Vodice Marije, nadškof Lefebvra. To so prevedli 22. leta, čez 10 let. To so njegove besede in če morate, pojdite gor na splet, pa si dobite, vi samo tipkajte gor konferenca nadškofa Lefebvra, Kanada 1982, Montreal, pa boste dobili to konferenco. Pa če kdo more, naj prevede, pa da gor na naš blog, zelo priporočam. To je zame ena najboljših konferenc. Ampak karkoli od njega bereš, nikoli se ne dolgočasiš, nikoli ne teorizira, ampak vedno pripoveduje zgodbo. Vse njegove konference so zgodba in jih ni težko zapomniti. Čisto preprosto govori iz srca, brez kakšnega listka in tako naprej. Najhujše je, ko pride gor kdo do mikrofona gor, pa list bere, pa bere, pa lista vernost.
Ta Lefebvre, kolikor vem, ni nikoli zvista bral, on je vedno govoril čisto preprosto, povedal vse, vedno je pripovedoval, tako kot Jezus. On Jezus je rekel, prilike pripovedal, vidite, to so zgodbe življenja in vse, karkoli je povedal, je resnično, je tako, kot je. Ko sem bil v Ameriki in sem kupoval tam v knjižnici patra Leblancha iz Kanade knjige, da sem jih potem v 2 kovčkih nesel domov. To je bilo, tudi pred 25 več leti. Je rekel tisti gospod Albert je bil tam na blagajni, je rekel, pravi, ko sem prinesel knjigo na Lefebvre, pravi, karkoli je napisal Lefebvre, pravi, vse je dobro, vse se lepo bere. In tako je, ker je govoril resnico. Glejte, preberite si to, boste videli, to je nekaj neverjetnega. Človek ne bi verjel, tudi sam je rekel, pravi Lefebvre, pravi, ne bi verjel, da se lahko to v cerkvi dogaja, pravi, če ne bi sam tega doživel, pa sam tega videl. Kaj se lahko to dogaja? Bom še kaj drugič povedal iz te konference, moram reči, da ko sem to prebral, pa sem bral skoraj vse od njega, da sem bil še vedno začuden. To naj Bog nas obvari in nam pomaga. In vidite, tako kot je rekel nemški oče v evangeliju, pravi, njega poslušajte, Jezusa Kristusa, ne Buda, pa ne Mohameda, pa ne kakega hindujca, pa ne kakega drugega boga, ampak njega, Jezusa Kristusa, in seveda njegovo katoliško cerkev, tradicionalno katoliško cerkev, tradicionalni katoliški nauk, ne pa modernizma, globalizma, kaj še imajo, vokizma in vsega mogočega, vidite, kar je eno isto kot nacizem pa komunizem. In Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.